Akcija, pozdravljeni nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. What's up? Kako smo vsi skupaj? Jaz mislim, da smo super, samo da je januarja konc. Zdaj tako, mogoče smo še kaj pod vtisi januarskih epizod, bile so super, bile so enkratne, bilo je kar dosti drame za slovenski teritorij. Preden začneva z našim videom, preden ti sploh povem, o čem bova govorila, bi se rad zahvalil čisto vsem, ki ste pogledali zadnje prejšnje 4 epizode. Bilo vas je ogromno, vsega skupaj smo dosegli več kot pa 110.000 ogledov, which is crazy. Tako da res hvala vsem, ki spremljate Dolgi jezik in najbolj, da gremo kar naprej. Zdaj tako, današnja epizoda bo mogoče majčkeno bolj chill, en tak throwback na prejšnje epizode še od lani. O temi, o topiku, o katerem bova danes govorila, je majčkeno bolj drugač, ker ni nobeden na TikToku bil v živo, ni toliko storijev, ampak sem se mogel dejansko potruditi poiskati vse informacije, ker bova govorila o Robertu Golobu. Dejansko bom govoril o predsedniku naše vlade, ki si jaz v življenju nisem predstavljal, da bom na to prišel, ampak govorila bova o Robertu Golobu in o Tini Gaber. Ko ste mogoče že slišali, sta ona zdaj po novem tudi par. Pogledali bomo, kdo je Tina Gaber, kako sta se spoznala, kako sta ona sploh skupaj prišla in kako jima gre danes. Zdaj tako, da se vrnemo na čist sam začetek. Že ravno 1 leto nazaj, mislim, da takrat Robert sploh še ni bil naš predsednik, se je govorilo, da sta se on in njegova bivša žena ločevala. Ko politiki kandidirajo in grejo na različne shode, intervjuje, ne vem kam vse, jih ponavadi spremljajo žene, ljubice, sugar baby, whoever. No, se je pa še takrat pojavilo, da Roberta Goloba spremljal ni nihče. Ker je bila Jana Nemec Golob, to je bila njegova žena, odsotna, je začel folk mogoče majčkeno špektakulirati. Ker teoretično je bila to Golobova največja prelomnica v življenju, ker mogoče bo lahko ratal predsednik vlade. Zakaj njegove žene takrat ne bi bilo? Niso bile pa takrat govorice potrjene, zaradi tega, ker Robert nikoli ne bo nič komentiral od privatnega življenja, plus imel je na fotografijah in na srečanjih še vedno njegov prstan gor. No, zelo kmalu po teh prvih govoricah pa so v njegovem volilnem štabu, mislim, da Svobode, opazili tudi nekdanjo ministrico Tino Gaber. Zakaj je bil to tak velik boom, zakaj so ljudje o tem govorili? Ker mogoče jim ni bilo najbolj jasno, zakaj je ministrica v njegovem volilnem štabu. Mogoče se kdo sprašuje, zakaj bi govoril Nik Vek, zakaj bi govoril o sami Tini Gaber. Tina Gaber je v očeh javnosti že zelo dolgo časa, kmalu v moji 20 let. Davnega leta 2008 je dobila naziv Miss Hawaiian Tropic in jaz bi rekel, da je takrat dala to neko odskočno stopničko, da je bila to neka njena odskočna deska, da se je tudi začela družiti z elito, da se je začela pojavljati v slovenskih novicah, žurnalu in tako naprej. Veliko tiste mlajše populacije, ki gleda Dolge jezike, se jo pa mogoče spomnite še od lanskega leta, ko je bila naznanjena kot sovoditeljica v oddaji Exatlon. Je pa tukaj še ena malenkost. Ko je bila ona naznanjena kot sovoditeljica v Exatlonu, se je takrat še vedno govorilo, da je ona še vedno z zaročencem, s katerim je bila zaročena ne vem koliko let, vendar o njem ni nič govorila. Se pravi, teoretično je Golob lansko leto istega časa, kot zdaj, še vedno poročen, ona pa še vedno zaročena. To so bile govorice 1 leto nazaj. Zdaj se pa mogoče sprašujete, kako lahko voditeljica, ministrica sploh pride v kontakt s predsednikom. Ti zdajle povem. No, na tej točki pa začnemo omenjati še eno drugo ministrico in model, ki je sicer sestra od Tine Gaber, Urška Gaber. Urška Gaber je mlajša sestra Tine, ki pa Goloba pozna že zelo dolgo časa. Golob in Urška gresta vse nazaj do podjetja Gen-I, ko je bila Golobova asistentka. Poleg tega pa naj bi Urška urejala Golobova socialna omrežja, se pravi, naj bi bila tudi neka asistentka za social media. So govorice, da naj bi bila Urška še danes zaposlena pri Golobu, vendar ne več v Gen-I-ju, vendar v
njegovem kabinetu v vladi, v njegovem vladnem kabinetu. No, takrat smo dobili tudi odgovor, zakaj je bila Tina pri Golobovem štabu, zaradi tega, ker naj bi teoretično bila tam zaradi sestre. Tudi ko se je Tina vprašala, kaj dela tam, je rekla, da je v štabu čisto samo zaradi podpore njene sestre. Ok, a mi še sledite na tem timelineu? Upam, da mi. Potem, po vseh tistih štabih in govoricah, so se pa zgodile volitve. Golob zmaga in potem se je nekako vse skupaj majčkeno umiril in o tem nehal govoriti vse do januarja letos. No, v čem je bil razlog, da smo pa zdaj dejansko začeli ne samo govoriti o tem, vendar tudi sumiti, da sta Tina in Golob skupaj, zaradi tega, ker so jih ljudje večkrat opazili v IKEA, kinda iconic if you ask me. In še tukaj so fotografije z njunega prvega skupnega dogodka, koncerta, in sicer božični koncert v Vatikanu. Ja, takrat sta bila skupaj, vendar nista bila skupaj, tako kot sta bila zdajle februarja na prireditvi, ampak so jih paparaci oziroma na televiziji so jih komaj opazili, glede tukaj so fotke. Tako da te fotografije so bile nekako pika na i, da bi lahko Tina bila njegova spremljevalka. Sem pa najdel neke članke, da naj bi ljudje prišli do nekih javnih zapisov, nekih javnih podatkov, da naj bi bil danes Golob teoretično oziroma tako po zakoniku še vedno poročen z njegovo bivšo ženo. No, potem pa smo še en teden kasneje, letos, 8. februarja, dobili odgovor, ali sta skupaj. Nekako sta nam uradno odgovorila in vse skupaj zapečatila 8. februarja, ko je v Cankarjevem domu potekala vsakoletna državna proslava pred kulturnim praznikom. Takole sta lepo z roko v roki skupaj noter prikorakala in smo dobili. Kaj smo dobili? Mi nismo dobili nič, smo pa prišli do odgovora, da imamo nov parček na slovenski sceni. Me je pa zanimalo, ko sem vse skupaj odkrival, ali je bil Golob njen prvi fant, v smislu njen prvi znani fant. In sem odkril, da je odgovor ne. Tina ima kar veliko zgodovino zmenkarjenja z vplivneži, z bogatejšimi moškimi, z moškimi na visokih položajih, kateri so bili eni izmed njenih preteklih zvezd, bom pa tudi zdajle povedal. Leta 2009 se je razšla z partnerjem Primožem Bohincem, to ne bi bil nekomercialist v družbi Elektronček. Kaj je Elektronček, jaz po pravici povedano nimam pojma. No, njena najbolj udarna zveza pa naj bi se dogajala leta 2014, ko so jo linkali oziroma povezovali z Janom Plestenjakom. Zdaj tako, ona da naj bi bila takrat skupaj, vendar tega spet nikoli uradno niso potrdila. Jaz sem preiskal cel internet in dejansko se najdejo njene skupne fotografije. No, potem 2 leti kasneje pa naj bi bila skupaj več let za 5 let mlajšim Klemenom Nikoletijem. Zdaj njega poznate tisti, ki se ukvarjate z kriptovalutam, baje naj bi bil ful dober tam. Baje naj bi pa tudi ta Klemen zaslužil ful denarja, ko je prodajal te te korona teste. Teoretično pa tudi Golob ni njen prvi politični fant, njena prva politična zveza, ker so prišle tudi govorice, da ne bi bila z nekdanjim prometnim ministrom Patrikom Vlačičem, vendar sta takrat rekla, da ko so jih vprašali, če sta skupaj, da ne bi bila ona dva le dobra prijatelja. Koliko bo vsak temu verjel, ne pa vsak sam presod. Če se bo zgodil karkoli odmevnega, če bo kakršnakoli drama, verjetno bom jaz prvi o tem poročal. Ampak jaz mislim, da je bil tako najbolj zanimiv del zdajle, ko so vse skupaj naznanila, ko so bile govorice, kaj preveč se pa zgodilo verjetno ne bo. Mogoče bomo kdaj govorili, kakšno oblekco bo imela na proslavi, ampak kakšne drame pa jaz ne pričakujem, zaradi tega, ker si kot politik tega verjetno ne bi dovolil. Nažalost. Tako da sem verjetno prvič in zadnjič o njih dveh govoril. In s tem smo zaključili še en dolg jezik. Se ne rabijo biti vsi toliko dramatični pa hardcore, se lahko enkrat vzmečkam kremljamo pa pogovarjamo. Jaz upam, da ti je bil tale video všeč, če ti je bil ga ne pozabiti lajkati, ne pozabiti spodaj kaj lepega komentirati in pa hitro prečekiraj moj Instagram, to je to iz moje strani, lepo se majte in se vidimo v prihodnjem dolgem jeziku, kadarkoli ta pač pride. Čau, čau!